Raje kot na to, kakšen nekaj bi bilo to prezahtevno pa predolgo, bi odgovoril mislim, bi se vprašal, kako je z njim. In to je tudi kratek odgovor, da ima težko, se pravi. Da je vir, obstaja nekako celo dvojni vir njegove, mislim, državne pozicije. En je lokalen, drugi pa globalen. Lokalni povezan s tem, da pač film, kot vse ostale umetnosti, subvencionirana, je pa med njimi najmanj, se pravi, najbolj podcenjena, oziroma filmarji pravijo, da je podsubvencioniran. Kar filmarje sili, ki izhajajo tudi kot produkcij, kar sicer naporno, ampak je hkrati tudi obetavno, ker bo očitno nacionalni film preživel kot nacionalno nečist, ker se to dobro ujema samim filmskim pismom, ki film je ekscelentna nečista umetnost. Drugi vir, globalni, je ta, da je film danes potopljen v tem audiovizualnem morju. Hočem reči, da njegova najboljša leta so bila povezana iz časov, ko je bil film pač edina umetnost gibljivih slik. Ta se je končala s televizijo, danes je situacija neprimerno hujša, se pravi, da je filmu veliko teže, da se prebije, da se uveljavi, oziroma mislim, da mu je pač najboljša rešitev je, če pač poskuša ostati zvest samim o sebi, se pravi, biti to, kar ga naredilo nekoč dobrega. Težko pa splošno, ker je verjetno odvisno od posameznega medija. Zdaj, jaz sem iz tiskanega medija in tu bi lahko rekel, da še kar relativno dobro, čeprav se v prostoru omejuje, ampak se vsaj še ohranja. Tako da medtem ko vidim po kakšnih drugih medijih pa se kultura res še kot nekaj pojavlja. Ampak kot človek tiskanega medija, sem še kar zadovoljen. Optimistično. Bolje bi bilo že to, če bi mediji pač namenili več prostora. Zdaj je tu povezan tudi z ljudmi. Če se pojavijo dobri pisci, imaš potem tudi dobro kulturo, če si. Ja, vse zato sem tudi hvalil kulturne redakcije, oziroma, da mi je bilo mogoče preživeti pri časopisu, s tem, da sem pisal glavne kritike. Seveda, to ni bilo mogoče početi, je bilo samo to, ne po rečnem režimu, posebej ne danes. Ampak vseeno mi je imeli mogoče, da sem lahko počel to, kar nam najrajši, se pravi, da sem pisal filmske kritike. Verjetno to moje zadovoljstvo z kulturnimi redakcijami. Seveda sem bil vesel na igrati, ampak sem bil dobesedno presenečen, ker, kot sem že prej rekel, nisem toliko bil recimo klasični novinar, kot sem bil predvsem filmski kritik. Presenetilo me, kako da je društvo novinarjev dan nagraduje filmskega kritika. Filmski kritik ni nekdo, ki se ga nagraduje. Zakaj pa ne? Po tej plati sem še posebej vesel, da me društvo dalo to nagrado.